Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat gostimo zanimivega sogovornika, s katerim bova poizkušala pojasniti in osvetliti družbeno dogajanje v Sloveniji v obdobju po volitvah v Državni zbor. Z nami je Milan Bajželj, ekonomist, ki ima izredno bogate izkušnje z področja gospodarstva, sedaj pa vodi Združenje za ekonomsko demokracijo. Nekdaj je bil Milan Bajželj prvi mož kranjske politične elite, tako imenovani perspektivni kader. Bil je predsednik izvršnega sveta skupščine občine Kranj in direktor Televizije Slovenije, kmetijsko-živilskega kombinata, direktor Gorenjskega glasa in vodilni mož nekdanje Planike. Nekaj časa pa se je udejstvoval poslovno tudi na Obali. Pomemben podatek je tudi, da je bil najmlajši komandant teritorialne brigade. Poleg vsega navedenega je pomemben član sveta koalicije civilne družbe Sinteza. Pa pozdrav in dobrodošlico želim našemu gostu. Hvala za povabilo. Koaliciji civilne družbe Sinteza ste intenzivno spremljali in verjetno tudi analizirali minule državne zborske volitve. Pa kaj nam napoveduje ta volilni rezultat, ki smo ga pač volivci posredno ali pa neposredno ustvarili? Ja, nekateri ocenjujejo to, da je to zelo zahtevna situacija, ker je kar nekaj strank sestavljalo koalicijo, pa še ta sodelovanja sicer z Levico in tako naprej, da je to kar zahtevno. To lahko je seveda problem, ne? Če gledamo z tega vidika, da se je težko med sabo sporazumevati pa tako naprej, ne? Več kot nas je težje se sporazumemo. Ampak po drugi strani je pa to edina prava pot. Edina pot. Treba je veliko napora vložiti v sporazumevanje medsebojno, izluščiti glavne stvari, obravnavati jih najprej strateško, potem pa kako korake izpeljati do teh rešitev in tako naprej in se poenotiti v ključnih stvarih. Ne pa frkati preveč iz dneva v dan s kratkoročnimi rešitvami. Sprav, jaz bi to obravnaval kot izziv in ocenjujem pozitivno te rezultate volitev zaenkrat. In tudi, če hočem reči, se mi zdi, da je kar razen nekaterih zadnjih kadrovskih stvari, mislim, da je tudi mandatar Šarc pokazal kar eno spretnost v tem usklajevanju do zdaj teh interesov. Skratka, izziv. Ja. Jaz mislim, da je to izziv. Pri izbiri koalicijskih partnerjev je bila izredno močno izpostavljena tako imenovana ničelna toleranca do sovražnega govora. In to naj bi bil tudi glavni razlog, da relativni zmagovalec volitev ni sestavljal vlade. Kako to? Ja, jaz mislim, da je to absolutno mora biti ena izmed podlag, ne. Seveda ne smemo volivci, če imamo svojo pravo pamet, pa se pogovarjamo o stvarih, ki je dobra za večino državljanov, pa za naravo recimo in tako naprej, moramo pač take skrajnosti, kot se pojavljajo v zvezi z delitvijo državljanov z umetnim ustvarjanjem kriz recimo in tako naprej, moramo s tem prekiniti, ne, in se vprašati, kaj želimo skupaj, kaj je dobro za večino in tako naprej in potem to ustvarjati, ne. Skrajnosti moramo pa izločiti. In žal je tako, da so nekatere stvari toliko izpostavljene na ta način, da jih je treba pač izločiti in uveljavljati ničelno toleranco. Po mukotrpnem usklajevanju in tudi veliko časa je poteklo, da smo dobili koalicijo 5 strank plus 1, če tako rečem. Kakšno usodo in kolikšen rok trajanja prognozirate za to koalicijo? Prej ste sicer že omenili, da bo treba veliko usklajevanja. Jaz jim želim veliko uspeha in računam na to, da bi polagal upanje v to, da bojo uspešni v ključnih dogovorih, da bojo dobro definirali prave stvari, najprej na strateški način, potem pa konkretno in da bodo zmagali celotno obdobje. Koalicijska pogodba je dokument, ki je povezal podjetnike, ki so se preko svojih združenj enotno in ostro odzvali, nastopili in nasprotujejo dodatni obdavčitvi kapitalskih donosov. Kakšen je to vaš komentar? Ja, to je tipičen primer, kjer se določena struktura oglasi na osnovi nekih ponujenih rešitev, ki niso dovolj strateško premišljene, ampak v pravi smeri pa so. Ampak njihov problem je pa v tem, da tudi iz teh nekaterih
parcialnih, tudi svojih parcialnih pogledov na trenutne kratkoročne zadeve, ne, iščejo neke koristi zase, proizvajajo strah, ustvarjajo napetosti, namesto da bi na mizo dali svoje strateške predloge. Tega pa manjka. A ne? Pa vendar bi lahko rekli, da v koalicijski pogodbi, pa tudi sicer v teh nastopih novih koalicijskih političnih strank, je veliko govora o povišanju minimalne plače, razbremenitvi plač, izplačilih višjih pokojnin, dostojnih pokojnin, o tem se veliko govori, ki naj bi presegle prag revščine, pa vendar seveda vse te stvari je možno takoj pritrditi, da so to prave zadeve, ampak manjka seveda ta drugi del, pa vedno odkot pa dobiti vsa ta potrebna sredstva, na kakšen način, kje so viri. Dobri, pravi podjetniki, ki imajo res prave rezultate na daljši rok, zelo dobro vedo, da je rezultat v podjetju ni odvisen samo od tega, koliko visoke ali pa nizke imaš minimalne plače, ampak je zgodba popolnoma drugačna, strateško gledano, in se zavedajo tega, da dobro plačano delo lahko ogromno prispeva na malo daljši rok tudi k večjim, boljšim rezultatom podjetja. Se pravi, tudi to moramo strateško obravnavati, in če bomo v to diskusijo vključili ne samo posameznih stvari, koliko bo neka plača minimalna, visoka ali pa kaj drugega, če bomo vključili ustvarjanje novih odnosov med kapitalom in delom. So tle lahko določeni uspehi doseženi samo na kratek rok, na daljši rok pa ne. No, ampak poudarjam, to žal še ni proces, ampak nekateri podjetniki se tega zelo dobro zavedajo in na ta način sodelujejo z ljudmi. Ne obravnavajo to kot delo, kot stroške na dveh nogah, pa tako naprej, ki naj bojo čim manjši, a se razumemo, in s tem pa bojo oni zmagovali. Ne. Delo je treba obravnavati in se poznamo rezultate mednarodnih raziskav, ki pripisujejo ustvarjanju, znanju, delu, se pravi sodelovanju vseh drugih, poleg lastnikov finančnega kapitala, 85% vpliva na končni rezultat, na neko novo vrednost. Medtem ko sam finančni kapital pa samo 15%. Kje so torej rešitve? 85% jih je v smeri pravilnega vrednotenja dela, vseh vrst dela. Nekatere ocene gredo v smer, da se sedanja vladna koalicija ujela v svojo vrstno past. To pomeni, tale pridružena stranka, ki podpira to koalicijo. In seveda tudi znotraj te koalicije so stranke, ki imajo neko zgodovino, ki pa je bolj zapletena, če se tako izrazim. Saj tu so neke tenzije pa neke zamere še iz prejšnje vlade, očitno. Pa je to ocena, da je takšna koalicija sposobna delati tiste razne, projekte, ki pomenijo tudi neke strukturne, reformne, revolucionarne spremembe, ki pomenijo, posegati v družbene odnose, ampak res tiste, ki bojo na dolgi rok neka dodana vrednost, pa neka izboljšava. To je odvisno neposredno od tega, koliko so konkretni ljudje zdaj, predsednik vlade, ministri, predsedniki strank, koliko so oni sposobni izstopati ven iz svojih egov, koliko so sposobni tisto, na kar se dobro spoznajo in tako naprej, dobro izpostaviti, razložiti dobro ljudem, ne samo svojim strankarskim kolegom, pa tako naprej, pa tudi drugim, koliko znajo to dobro razložiti, ker vsakdo, ki se na nekaj res dobro spozna, zna to razložiti vedno tako, da tudi drugi razumejo. In po drugi strani mora razumeti tudi druge, se potruditi, da jih razume. In če se bo to seveda zreduciralo na to strankokratsko kupčkanje med sebojno, borbo nekaterih egotov ali pa ozkih skupin v vodstvu strank, potem seveda bo vse skupaj razpadalo in bo po koncu tega mandata ali pa že prej spet vse še slabše, kot je zdaj. Ker zdaj že nekaj časa celoten proces, žal tudi globalno, ne samo v Sloveniji, teče zelo negativno. Ne glede na to, koliko je slučajno malo več zaposlenih zdaj v določenem obdobju, pa tako naprej, ali pa koliko mogoče kaj plače zrastejo, recimo to so zelo parcialne, kratkoročne zadeve. Celoten proces, koliko se stvari odvijajo v korist večine ljudi, recimo v Sloveniji, pač v državi Sloveniji, ne širše pa širše, direktno od tega je odvisen
kaj bo čez 10, 15, 20 let. Ne? Pa če malo pokomentiramo te stvari, ki jih je že pretekla vlada Mira Cerarja načela pa izpostavljala, pa so več ali manj ostale nerešene in so na nek način prenešena zadeva v sedanjo koalicijo oziroma sedanja vlada se bo morala s tem soočiti. Pa ob tem, da lahko rečemo, kar sem že prej omenil, nedokončani reformni projekti, pa bi morda izpostavil v tem trenutku področje zdravstva, kajti vse politične stranke so zagovarjale, da to bo ena izmed prioritet. Ampak ta zadeva je bila tudi prioriteta minule vlade, pa se je bore malo na tem področju naredilo. Korupcija, čakalne vrste, plače zdravnikov, to so teme, ki izbijajo. Točno. Torej, to področje postaja zmeraj bolj kritično, zmeraj bolj zahtevno, ampak poleg tega kritičnega področja, ne, zdravstva, pa če damo zraven še, ne vem, obrambno pa tako naprej, je teh področij zmeraj več. Tudi to govori o tem, da je proces zmeraj slabši, da gre v negativno smer, ne, ampak tle je stvar, tudi recimo, če vzamemo področje zdravstva, je vse skupaj povezano s temi ključnimi načini, strateškimi stvarmi, cilji, ali so zdefinirani, niso, jih razumemo, jih ne razumemo in drugo, kako se do tega pride. Če vse visi samo na, recimo, s tem, kako vso razpravo o tem pripravo vsega tega in tako naprej, producirajo samo nekateri strankarski voditelji ali pa nekateri ministri, recimo, in če se potem ne moramo nikamor priti, ne, in eno izmed področij, ki je zelo podcenjeno na tem področju, pa tudi na drugih področjih, da ne govorim tudi o tem, kako vlada deluje, pa parlament deluje, je izjemno podcenjevanje pomena organizacije, vodenja in upravljanja. Ko je odprt nek izskočnik problem, slučajno, kjerkoli že, problem na področju zdravstva, bova kaj midva slišala? 90% se bojo oglaševali in tudi mediji bojo tako to prenašali, ne, bomo tam ene par teh ministerskih ali pa sekretarskih, ne vem, se bo med sabo nekaj dejali, pa mogoče še zdravniška zbornica, pa kakšen sindikalist bo nastopil, ne, in jaz sploh ne vidim tle direktorjev. Kje so tle organi sveti zavodov, pa tako naprej, praktično jih ni. Je pa tle 80% vprašanj, ki bi, če bi imeli pogoje za to, dejansko lahko uspešno reševali uspešni direktori, pa strokovni direktori, recimo, in tako naprej. Se pravi, vprašanje pomena vodenja in upravljanja, organizacije, potem pa vse to povezan z odnosom do kadrov in tako naprej, kar ob vseh drugih vprašanjih tudi lahko obravnava. Ja, ampak če še nekaj rečemo o zdravstvu, seveda tu ta zdravniški ceh, če tako rečem, je bil v bistvu izredno cenjen, pa z vsemi temi potezami, pa s temi aferami, pa s temi določenimi korupcijskimi nabavami, pa to. Pa skozi v bistvu sam sebe, bi rekel, postavlja na bistveno nižji nivo, kot je včasih tule bil. Ne? Ja, no, jaz imam drugače v splošnem, tudi na osnovi osebnih izkušenj, pa po prepredovanjih in tako naprej, veliko pozitivnih izkušenj z delovanjem zdravstvenega sistema v konkretnih zadevah. A ne? In so došle tudi kakšne stvari so preveč potencirane, pa tako naprej, neprimerno, dostikrat tudi morda zavestno, zato da se na osnovi določenega problema, pa s publiciranjem okrog določenega problema odvrne pogled na prave stvari, na prave probleme in na prave rešitve, ravno zato, da nekateri potem lahko to izkoriščajo. Recimo iz tega tudi korupcija, pa take stvari. Ne? Ampak vseeno, v zdravstvu imamo mi, po mojem mnenju, zelo velik, močan potencial. In ko se to par ključnih stvari na pravo mesto postavi v zvezi s ključnimi točkami delovanja tega sistema, kar pa ni samo ministrstvo, ne se ministrstvo ukvarja tam recimo z dodatnim zdravstvom, z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, pa tako naprej, kar je tema ne vem koliko že let, pa ne upa noben tega koraka narediti, ne, ampak ostale stvari ne se pa dobro zmenijo generalno z direktorji kliničnih centrov, zdravstvenih domov in tako naprej, in če bojo oni imeli v rokah orožja ta prava, svoje normalne te prakse, s katerimi se pač vodi take ustanove, sem jaz prepričan, da celoten sistem lahko zafunkcionira v pozitivni smeri zelo hitro.
ker naboj teh zdravih stvari je dovolj velik, samo treba jih organizirati. Ljudje pa, se upravičujem, to velja tudi za vsa druga področja. Ljudje pa vemo, kako funkcionirajo. Ne bo to v državi volivci, ne bo to v enem zavodu ali pa v nekem podjetju. Če ti narediš neke probleme, ljudje dolg časa na to gledajo tako, da se ne vključujejo v to razreševanje, ampak se umikajo problemu, ko če še mene ni zadelo, se razumemo. In ta proces je nevarno, da ta proces zelo daleč teče, dokler se ne sprožijo radikalne spremembe. Ali na nivoju države, ali pa na nivoju ustanov, podjetij, recimo in tako naprej, štrajkov, stavk in tako dalje. Zaradi tega, ker ljudje, žal, se umikajo tako kot na volitve tudi. Gre jih zmeraj manj. Zakaj? Ker ugotovijo, da ne more nič narediti, vplivati na spremembe. V podjetju, v zdravstveni ustanovi, ravno tako, če nekdo večkrat poskuša z nekimi stvarmi, pa ne uspe, če se mu ne da možnosti, potem se začne umikati, in ta proces teče lahko zelo daleč. Tam pa mora seveda pravi tisti, ki znajo te stvari voditi, pa znajo dati tudi prostor za morebitne napake, pa vse te stvari, ampak zlasti pa znajo spodbuditi prave stvari in prave ljudi. Če to zna narediti, je naredil vse. Pa bi tu zdaj še postavil kot neko dilemo ali pa vprašanje, ki se lahko poraja. Sedanji aktualni minister, mu ni možno oporekati izkušnj na področju zdravstva, ampak za bivšo vlado ni bil sprejemljiv za direktorja zdravstvene zavarovalnice. Sedaj pa večina ta istih, seveda je bil za relativno potrebno večino izvoljen. Kakšno sporočilo to daje, bi rekel, se ta zadeva, ali da ni bilo drugega kandidata, ki je bil pripravljen to ugristi, ali kako bi vi lahko to ocenili? Na vsak način gre v tem primeru za človeka z mnogovrstnimi izkušnjami. To pa zdaj midva, jaz sigurno ne morem v konkretnih zadevah, recimo kako je ravnal v preteklosti, zelo težko sodim, ker ne vem, kakšne možnosti je imel. Recimo tako kot odnos minister pa predsednik vlade. Minister je lahko 3-krat, 5-krat močnejši s pravimi stvarmi, če ima ta pravo zaslombo v vladi in v predsedniku vlade. To je zmeraj odvisno od tega, koliko je nekdo dober po srcu, etičen, ne vem kaj. Vprašanje je, kako znaš vlado voditi. To je seveda povezano s tem, kako se sploh sestavlja vlada, kako je vodenje vlade organizirano. Pa tako naprej. Seveda je to je neka stvar, ki mora doživeti tudi sistemske spremembe. Tudi brez teh, ne samo brez pravega vodje, bojo težko pozitivne spremembe dosežene. To je povezano tudi s spremembami volilnega sistema, te stvari, ki jih obravnavamo na nivoju posameznih področij, ki jih vodijo ministrstva, vprašanje volilnega sistema, z vprašanje načina in delovanja, načina oblikovanja in delovanja vlade, recimo, in tako dalje. Vse te stvari so med sabo zelo povezane. Naslednja zadeva, ki je takoj izbila, je to, bi rekel, sindikati javnega sektorja so vsi več ali manj najavili, da pričakujejo takojšnja in sicer neke rešitve, ki so bile na pol, bi rekel, na prejšnjih pogajanjih v okviru minule vlade že izpogajane ali pa potem prekinjene. Pa je to zopet smo pri denarju, tako kot smo prej rekli. So to te zadeve, poznate kaj, so te zadeve toliko realne in tudi proračunsko, proračun to zmore, vse te zahteve, ki jih takole... Jaz mislim, da sindikat ima pravico tle na nekaterih stvareh vztrajati že zaradi tega, dokje so ta pogajanja s prejšnjo vlado prišla. To je neka situacija, in če sem prav zasledil, je tudi sedanji minister, ki ni bil za pogajanje zadolžen, tudi izrazil stališče, da bo nadaljeval od tam naprej. Ampak zdaj rad bi pa vseeno na drugo stran upozoril, mislim, da tudi sindikat in sindikati nekatere stvari podcenjujejo. Samo borba za višje plače, pa na drugi strani ocenjevanje, ali bo to, če gre za javni sektor, ali bo to proračun zmogel ali ne, pa take stvari, to je zelo parcialen pristop. Če oni ne bojo znali povezati sindikati, prvič to, da se dostakrat že do tega pride, da se med sabo prepirajo in zmanjšujejo svojo moč. Drugič pa, če ne bojo oni v prvi plan postavili vprašanje odnosa med delom in kapitalom, ne bojo na daljši rok naredili nobenega rezultata. To je moje stališče zelo jasno.
Poleg tega javnega sektorja, če bi tako rekel, prihaja tudi do izražanja nezadovoljstva tako pri varnostno-obveščevalni službi, ki takole, bi rekel, neopazno štrajkajo. Potem so tu, bi rekel, večno izražena nezadovoljstva strani vojske in tudi policije. Skratka, to je neka paleta teh nezadovoljnežev, ki pričakuje pač več. Potem stvar, ki se izkazuje kot zapletena ali pa tudi ne, je uveljavitev arbitražne razsodbe. Potem pa, če bi pa kaj več rekla, na vidiku je tudi, bi rekel, kot se kaže, dokaj enotnost za uvedbo nepremičninskega davka. Kako pa vi ocenjujete to, ravno ta nepremičninski davek, ki bi pa naj zajel, bi rekel, kar precejšnjo število državljanov ali večino državljanov in, bi rekel, tudi ta struktura lastništva v državi, ki je prisotna? Ja, seveda, to je verjetno eno zahtevnejših vprašanj, ki nas čaka, pa vlade, pa druge vse državljane, seveda vse državljane. Ampak drugače pa osnovno stališče tega imam normalno, da premoženje ni logično obdavčeno tako, kot bi moralo biti. A ne? In je, seveda bo to, se pravi, zahteven zalogaj, ampak spet je to treba celovito obravnavati, tako kot nekateri tudi opozarjajo, ne samo z enega parcialnega vidika, z tega vidika, koliko bo nekdo, ki je danes lastnik tam nekih nepremičnin, koliko plačuje davka danes, koliko pa ga bo jutri. Važno je, kaj se bo vsem tem zaradi ukrepov, ki bojo sprejeti, zaradi koncepta, ki bo sprejet pa v tem ukrepu, kaj se bo s tem zgodilo, če govorimo o nepremičninah v naslednjih 5, 10, 15, 20 letih. Ali se bo to odvijalo v to, da bo to vse produktivno izkoriščeno, v korist ljudi, večine pa tudi produktivno, ali bo tako, da bomo imeli na določenih območjih, recimo, ne vem, v določenih obdobjih, v določenih generacij in tako naprej, polovico nepremičnin praznih, pa s tem je potem še druga stvar povezana. Ne samo, da polovico nepremičnin je prazni. Vidva degeneracijsko, šole rastejo, pa je treba v to investirati, ker populacija raste, pa je treba, pa šole so samo na pol izkoriščene, zaradi tega, ker generacija pada in tako naprej. To je ogromno stvari s tem povezanim. In spet je, če ne gledamo celovito na te stvari, ne moramo doseči rezultata na daljši rok. V minulem obdobju je tako imenovano bančno luknjo sta raziskovali kar dve komisiji, tako Möderdorfer je bil, pa Logar, če bi tako vzel, in prišla sta za to preiskovalno komisijo kar do določenih zanimivih zaključkov, ki so bili potrjeni tudi v parlamentu. Sedaj pa, kot da je ta tema, bi rekel, a je še aktualno ali so jo odložili in kot da naj gre blago v pozabo. Mene, kolikor sem to spremljal, marsikakšne drobne stvari, detajli iz delovanja teh komisij so bili zanimivi. Recimo in novi tudi in tako naprej, z tega vidika vsekakor koristno. Drugače, če pa gledamo celotno delovanje obeh teh dveh komisij, že vidimo, da sta obe dve, vsaj jaz imam tak občutek, bolj gledali na to, koga bojo naredile za krivce, kot pa recimo, da bojo pokazale stvarne dejstva, pa predlagale neke rešitve, ki bojo bolj pozitivno zavrtele te stvari v budočnosti, kot pa zdaj. To sploh ni pomemben. Ampak še bolj je pa to, recimo, kot pri teh dveh komisijah, se pravi, imamo vprašanje, koliko je sploh produktivno, pa čemu služi ustanavljanje pa delovanje teh komisij. Ampak imamo mi dva primer, ko je parlamentarna komisija pod vodstvom gospoda Hanžka obravnavala problematiko T6. Do česa je tle prišlo, kar je tudi mene presenetilo, ko so do tega prišli? Do popolnega soglasja vseh tistih, ki so glasovali na seji parlamenta, ki so odločali o delu te komisije, o odgovornosti nekaterih ljudi. Celo soglasje o odgovornosti sedanjega predsednika države. In nič. Pride neka peticija, pa malo to podpisujejo, državljani pa tako naprej in potem nič. A se zelo o čem se pogovarjava? Torej, parlament, čudno, ampak soglasno odločijo o tem, da je na primer v tej zadevi pa tudi predsednik države osebno odgovoren. Ja,
Se pravi, vsa ta diskusija okrog tega, kako bo parlament deloval, kako bo vlada delovala na te načine, popolnoma brezpredmeten, ne? In to ni tako od muh, kakšna ocena, ne? Da lahko to pripelje v dosti skrajne zadeve, ko se ljudem nakopič teh stvari, ne? Bojo ravnali na svoj način. Ne vemo na kakšen. Ne? Tako, naslednja zadeva, ki bi jo malo osvetlila, je tako podjetje 2TDK, ki je za izgradnjo drugega tira. To pa predvsem izpostavljeno tudi, tu ima tudi vaša koalicija civilnih družb, Sinteza, kar precejšnje zasluge, da se je v zakon umestil tudi tisti del, da bo to pri tem šlo za civilni nadzor. Pa kako zdaj je tu ta zadeva, v kakšni fazi je, se je ta civilni nadzor vključil, ker zdaj tudi zaznamo, da sedanja ministrica mora prav odločno apelira, da se bojo pač prenesle zadeve na to ustanovljeno podjetje. Ja, Svet za civilni nadzor je bil ustanovljen prav z osnovnim namenom, da bi se na enem takem velikem infrastrukturnem projektu pokazali, kako vključevati civilno družbo v take projekte, ampak seveda ne na ta način, kot je zdaj bil pa izsiljeno, pa tudi ta rešitev, ki je ni idealna. Svet za civilni nadzor pa ga imenuje vlada. A se razumeva, ne? Veliko nenormalnih stvari. Ampak je pa mogoče lahko bi bil korak k temu. Ampak ne samo to, da v taki fazi se to organizira nek tak svet, pa vključi recimo civilna družba, ne? Ampak pravočasno in institucionalizirati pri ključnih zadevah, pa ne samo na nivoju države, tudi na nivoju občin, institucionalizirati vključevanje civilne družbe na pravi način pravočasno. Naprimer, ne samo v tej fazi, ključni fazi, ali pa lahko vzameva drugi tir, ne, ampak lahko vzameva tretjo razvojno os. Kdaj se razprava začenja? Ko se prvi evri zberejo za to, da se nekaj dela, pa se nekaterim zasanja, da bi nekaj lahko delali, ne, recimo, takrat se vse razprave odprejo. Treba je institucionalizirati, ustvariti te načine, kako se civilna družba tudi na organiziran način v samem začetku, tle so tudi potem vključevanje strokovnjakov, ne samo tistih, ki delajo konkretno na projektu zadolženi od vlade, ampak tudi drugi strokovnjaki, ne, vključijo pravočasno in počasi po korakih pridemo do optimalne rešitve, ne, na ta način. Ne pa tako kot zdaj, takrat, ko nekaj zavohamo, da so pa mogoče res kaj delali, takrat pa vsi pademo, ne, najbolj pametni. Od ljudi na terenu do nekih združenj strokovnjakov, recimo in tako naprej, in potem nikoli ne veš, kdo se bori samo za lasten žep, kdo pa v skupno dobro. Kadrovanje je izrednega pomena. Vidimo zdaj že zaplete. Prvo predsednik vlade, bi rekel, v svojo ožjo ekipo povabi strokovnjaka, tako se izraža, vse z področja varnosti. Pa je takoj, bi rekel, na strani tistih, ki podpirajo, bi rekel, tako izven koalicijsko tole vlado, tako je revolt in pravi, ne bomo podpisali sodelovanja s to vlado, če ne bo predsednik vlade umaknil tega. Potem kadrovanje v Slovenskem državnem holdingu, ki prodaja oziroma odprodaja premoženje države in tako naprej. Skratka, tu so pri kadrovanju smo vedno priča nekim odločitvam, pa upajmo, da ta vlada sedaj ne bo imela toliko ponesrečene roke, kot je imela minula, ker neprekinjeno se je kadrovalo in neprekinjeno smo dobivali kandidate, ki so bili pa vse preko pa dobri. No. Ja, točno. Ja, mogoče prejšnjo temu bi sam še zaključil s tem, ne, da mislim, da je predsednik vlade gospod Šarec enkrat posebej izjavil tudi to, da se bo prizadeval za organizirano vključevanje civilne družbe. Torej, imamo upanje. Ne. Drugo pa, kar se pa tega tiče, je pa tako, glede kadrovanja. Ne. Prejšnja vlada vsaj, no, ali pa tudi ključni ministri, pa tako naprej. Ne. Po eni strani, kadar jim pa še govorijo, da za upravljanje državnega premoženja, recimo za delovanje SDH-ja, pa tako naprej, sploh niso odgovorni. Ne. Po drugi strani pa nekateri, naprimer, zdaj je aktualen primer, recimo minister Počivalšek razlaga, kako bo
organiziran turizem, pa tako naprej. Ne. Mislim, stvari ne grejo skupaj. Pričemer jaz nisem med tistimi, ki mislijo, da je državna lastnina slaba, recimo pa tako naprej, pa da mora privatizirati stvari, pa tako naprej. Absolutno sem proti temu, ker to ni res, to je laž. To je namerna laž, eni ne vejo, ne znajo, se ne zavedajo, drugi pa namerno ustvarjajo to, da razgrajujejo tisto, kar funkcionira ali pa kar bi lahko funkcioniralo veliko boljš. Zakaj? Zaradi tega, da odprejo pot ozkim kapitalskim interesom, korporativnim, mednarodnim, ki razgrajujejo države, ki so predvsem zadolžene, da poskrbijo, da so stvari ne bi bile, da bi se stvari razvijale v korist večine ljudi, po korist narave recimo in tako naprej. Ne. Nekateri namenoma to razgrajujejo, ampak najslabše je pa pol, da je neka pad situacija, kjer se dogajajo vse sorte. In mi prodajamo neka premoženja, recimo kot ne vem, Mariborsko banko, nekdo drug je pa čez par dni sposoben prodati, recimo in tako naprej, pa zdaj Ljubljansko banko pa tako naprej. Ne. In tudi druge stvari, posamezna podjetja, ne. Ali pa če gremo na področje tudi narave, ne. Ob vseh površinah, ki jih imamo na razpolago, da bi lahko neka magna funkcionirala, ne, mi moramo nekam v naravo jo posaditi, pa tako naprej. Ne. Nekateri projekti, ne, tako kot je bilo moje stališče že takrat, ko se je TEŠ 6 delal, da jih je treba ustaviti, pa ne stane, kar hoče. Ker je to na dolgi rok še zmeraj cenejš, zaradi tega, da se nekaj naučimo. Ta pravega odnosa, strateških premislekov, ne pa temu, da nasedamo zavadejoč se, ali pa prisiljeni, ali pa ne zavadejoč se, ali pa namenoma, recimo, postavljamo v pozicijo državljane, naravo in tako naprej, da služijo nekaterim ozkim interesom. Torej, na tej točki smo popolnoma enotna, kadrovanje je izrednega pomena. Absolutno, najpomembnejša stvar. Tako. Ob skupnem dogovoru, kaj želimo, naprimer v Sloveniji, da bi bilo čez 10-15 let, kaj želimo na kakšnem področju, če bereš koncept razvoja energetike, ali pa karkoli, kjer nekdo poskuša neko nalogo okrasiti z naslovom koncept ali pa perspektiva. To je navadna žalost. Ja. Begunci vršijo pritisk na Evropsko unijo in seveda posledično tudi na našo državo Slovenijo, ki varuje šengenske meje. In seveda zdaj pri tem se, bi rekel, kar precej izpostavlja, bi rekel, dilema, kako uravnotežiti multikulturnost, ki s tem seveda rine v naš prostor, in seveda tisto domoljublje. In nekje, če tako gledamo malo po teh komentarjih, tudi po spletih, pa ne vem kaj se, bi rekel, tudi neko upozarjanje na nevarnost, pa bi rekel, ta civilizacijski razkorak, ki nastaja s tistimi, ki prihajajo v naš prostor, se praviloma oceni vsak že namik ali pa upozorilo v smer, da gre za nek sovražni govor in tako naprej. Ampak brez domoljubja vendar ne bo šlo. Ali bomo, mislim, kako to vi... Jaz mislim, da je to spet predvsem rezultat, ne vseh, nekateri se ne zavedajo, ne? Ampak tisti, ki se pa zavedajo, da namenoma povzročajo ta problem in razpravo o tem problemu na način, na katerega to počnejo. Ne? Ker to sploh ni res. Ne? Brez pogovora o vzrokih, zakaj, naprimer, neke reke beguncev ponekod nastajajo in tako naprej, ne bo nobene prave rešitve. Je vse samo zamegljevanje ali pa namenoma delitev ljudi, zato da imaš ustvarjanje nekih zunanjih sovražnikov, da imaš doma kaos, da pa lahko nekaj se greš, ne vem kaj, ne, v zmedi, ko se ljudje bojijo nekaterih stvari. Jaz sem kar precej po svetu hodil, ne, in moram reči, in za to tezo stojim 100%, ne, da področja, ki so bila multikulturna, so bila povsod bolj kvalitetna kot pa tista, ki so bila monokulturna. Definitivno, za tem stavkom stojim 100%. Ne. In danes ob teh razpravah o beguncih, takih in drugačnih, ne, poudarjam to, da brez tega, da se zraven pogovorimo in najdemo rešitve o tem, kje so vzroki za te begunske ponekod malo nenormalne velike v posameznih obdobjih, brez tega ni rešitve. In bo zmeraj samo slabš, ne glede na to, kako hočejo drugi narediti jih za sovražnike pa tako naprej. Ampak o vzrokih se moramo pogovarjati. Vzroki so pa več vrst. Zlasti so že več let vojne, zato ker nekateri na določenih območjih sveta z vojnami preurejajo svet,
z vojnami, ali zaradi nafte, ali zaradi vojne, ali zaradi svojega vpliva v tistem delu sveta nasploh, ali pa klimatske razmere, zmeraj bolj. In seveda iz tega pol izhaja premislek o tem, kaj bomo mi v tem počeli. Ali mi pošiljali, pa nočem to kar tako posploševati, samo dajem radikalne primere za premislek. Ali mi naše vojake na razne misije v taka žarišča pošiljali, pa podpirali določene interese tam recimo zavestno ali pa nezavestno, ne? Pa da vsaj nekateri vojaki nekaj hoteli biti v vojski, zaradi tega, ker imajo tam pač višje plače pa tako naprej, domača dejansko obramba bo pa crkavala, a ne? Ker ni organizirana tako, kot morala biti zaradi potreb interesov Slovenije, ne? Ali bomo se mi odločili, ne? In jasno, vem, da je problem s tem, kako sodelujemo z velikimi kaos silami, ZDA pa z Rusijo pa tako naprej. Vem, da je to problem in da ne moramo mi kar zdaj se nek izolirano otok tlele narediti, ne? Vendar, poglejmo Avstrijo, Švico, nevtralne države in tako naprej. Kaj imajo od tega ali pa kaj nimajo, s čim se soočajo, s čim se ne soočajo. In Slovenija bi morala napovedati in takoj začeti ukrepati v tem smislu, da pri takih zadevah ne bi več sodelovala in tako naprej. Torej, zame je neproduktivna vsaka diskusija o tem, ker se to rešujejo tam neke posledice, zaradi tega, ker se ne obravnavamo vzrokov na pravilen način. Se pravi, treba se vprašati, kaj bomo prispevali k temu, da se več z vojnami ne bo prevrejal svet. To je prvo, drugo pa resen premislek o klimatskih razmerah in tako naprej. Ne, saj to se dela na svetu, samo dokler si lahko in mi ne naredimo praktično nič na to temo in drugi večji, ne, ko neki Trump ali pa Amerika je stopi iz klimatskega sporazuma, ne, toliko časa nam samo Bog lahko pomaga, ne. Se upravičujem. Ena izmed zelo pomembnih tem, ki je pa več ali manj že v realizaciji, je prodaja Nove Ljubljanske banke. Tu ste znotraj sinteze v bistvu zadevo dokaj temeljito obdelali in ste tudi, tako predstavili, razloge, zakaj in v kakšni meri ne prodati Novo Ljubljansko banko in kakšna organiziranost bi bila optimalna. Lahko tu na tem segmentu kaj najprej kot prvo in kot izhodišče za vso to razpravo je prvič ugotovitev, a ne ocena in ukrepanje v zvezi s tem, da je prisila prodaje Ljubljanske banke popolnoma nepravilna in neupravičena, tudi pravno napačna, recimo, in tako dalje. To je samo sestavni del, vključno seveda s tistim, ki je bilo, kakšna luknja finančna je bila prikazana, pa tako naprej, ne, je bilo samo odpiranje poti nekim privatnim kapitalsko-finančnim interesom, ki niso slovenski, recimo, in tako naprej, ne. To je prvo. Se pravi, absolutno se umakniti, ne pristajati na prisilno prodajo. To je točka prva. Drugo je pa razprava o tem, kako pol Ljubljansko banko organizirati, kako lastništvo organizirati in tako naprej, v skladu z interesom večine Slovencev, pa tudi drugih, ki so pa nekatere skupine in tako naprej, so pa seveda tudi bolj neposredno vključene, upravičeno tudi, recimo kot pa kar povprečno državljani, a ne. In seveda razmislek o tem je pa upravičen, to pogledamo po svetu, tisti, ki sami kreirajo svojo budućnost v sodelovanju z drugimi, ne pa ki kar pristajajo nekaj suženjstva, ne, imajo take banke pa še veliko večje v raznih deželah ali pa v državah drugih funkcionirajo čisto normalno. V Nemčiji, ne vem, ali pa kje, ni problem tam neka močna deželna banka, se nič ne pogovarja o tem. Problem je, vprašanje je upravljanja in vodenja te banke in kako se o tem odloča glavni lastnik. In če je glavni lastnik država, se lahko seveda odloči, da proda, ampak ne pod neko tako prisilo, kot je. Lahko pa tudi skrira nekaj čist novega, ne? In mi imamo tle veliko premislekov, v sintezi smo tudi predlagali nekatere rešitve vlade, kakšne recimo spet neko ciljno strukturo zastaviti, recimo za naslednje obdobje, nekaj let in tako naprej, od tega, da bi lahko sodeloval demografski sklad, recimo, pa bi pomemben segment in denarja in ljudi, državljanov zajel, recimo, ki bi zavestno lahko pozitivno kreirali budućnost, recimo, so kreirali budućnost Ljubljanske banke, seveda nek delež 25% plus 1 ali kakorkoli že, naprimer 30% lastništvo države, a ne, potem bi lahko je vprašanje, kaj bo s temi razlaščenci, če je to pravno in verjetno je pravno veliko tle vprašanj,
ne, je potem za njih treba, če je tako, je treba za njih videti neko mesto, normalno, dogovorjeno, ne pa s frkami, pa recimo s tem nižati ceno banke, pa da oni, ki jo hočejo prodajati, če lažje prodajo, a ne, recimo tako naprej. In tle so pa razmisleki lahko, in to smo predlagali vladi neke te stvari, in čakamo, da bi bili povabljeni na pogovor na to temo. In tle so pa možnosti še veliko širše odprte, ne. Sej, če sva pogledala po svetu, kako to funkcionira, ne, mi imamo v vrsti regiji, pa tako naprej, funkcionirajo banke tudi na čisto zadružni osnovi. In mogoče so to med boljšimi bankami, zlasti, kar se stabilnosti tiče na dolgi rok. Ne? Ker so ta pravi interesi vključeni v funkcioniranje. Ne? Zdaj, se ukvarjamo z denarjem, se ukvarjamo s kmetijskimi stroji, se ukvarjamo z orodjarnami, se ukvarjamo s proizvodnjo robotov. Ne? Recimo, čim več je vključenih tistih, ki imajo neposredni interes pri tem, več je možnosti, da seveda s pravilnim reševanjem teh vprašanj, organizacije, vodenja, upravljanja, ne, da je na dolgi rok rezultat lahko veliko boljši. Ampak prodajati banko na kakršnikoli način, ljubljansko, tudi verjetno je neka zahvala sedanjemu vodstvu banke in tako naprej, ki je to spremembo rezultatov naredilo, a ne, očitno so pogoji neki osnovni začetni zagotovljeni, zato se to dobro razvija. Zdaj pa še treba zagotoviti, da se bo s sodelovanjem deležnikov, ki so najbolj zainteresirani, to dobro razvijali na dolgi rok. Ne pa, da so na kratek rok prodajali nekaterim, ki to izsilijo. Ampak tale minula izkušnja, če bi tako vzel, po nekih podatkih se je v ta naš bančni sistem tako ali drugače priteklo okrog 11 milijard evrov, da so se sanirali, ne samo NLB, ampak tudi ostale. To so neki silni denarji in po tej plati težko še zaupaš, da bi država lahko zdaj pa popolnoma spremenila in bila tisti, bi rekel, upravljavec ali pa lastnik banke, ki bo na dolgi rok tudi se izkazal. Zdaj to na nek način tudi z vaše strani, dajmo še enkrat ponovno zaupati državi, da tokrat bo pa res dobro gospodarila. Ja, jaz državi hočem zaupati, dokler je. Čeprav veva, država je zgodovinsko se pojavila pa tako, kot je bo tudi odmrla na določen način. Ja. Ali bo na silo, ne, ali pa bo postopno s pametjo, z večjim dajanjem večjega pomena regijam, tako kot Slovenija imamo ta problem. Mi imamo vlado tam neko vodstvo države, recimo, pa na drugi strani preko 200 občin. Kdo, kjer to zna upravljati? V teoriji poznano, da se lahko dobro vodi, upravlja z notranjo strukturo s nekimi 3, 4, 5, 6, 7 enotami maksimalno. To može biti že vrhunsko pameten, organiziran in tako naprej, to znaš. V Sloveniji nič nimamo od regij, praktično, ne? Razen kjer se nasilo nekaj povezuje pa tako naprej, v danes na jutr. Ne? In to a priori vzeti, da bi država bila slabo upravljala, jaz na to odgovarjam tako, upanje umre zadnja, a ne? Ampak ni druge poti. Tisti, ki je zdaj lahko najboljši naslon, vprašati se moramo, če zdaj država ne odigra glavne kreatorske vloge pri tem, kaj bo z Ljubljansko banko v prihodnjih letih, a ne, ni drugega, ne vidim drugega, ker bi vsi drugi imeli bolj parcialne interese. In konec koncev, kdo pa je dal ta denar za sanacijo? Državljani smo ga. In torej se pokaže in se mora pokazati, da država s tem zna upravljati. Ampak to sploh ni vprašanje, kdo je lastnik. Ker pri pametnemu lastniku to sploh ni vprašanje, ne? Ker so to vsa vprašanja organizacija. Jaz sem v praksi tudi te stvari, ki ste od začetka naštel, vse stvari, ki sem jih delal, so bile dileme v tem, pa take, ko češ, imaš ti javni zavod, zdaj pa to ali javni, državni, pa tako naprej, to pa ni podjetniški, pa tako naprej. Pravila organizacije, uspešnosti vodenja, vsega tega, ne gre za državno ustanovo ali pa ne gre za privatno mojo, vašo, osebno in tako naprej, so ista. A se razumemo? To so same dileme, dogme neke, ki jih plasirajo tisti, ki hočejo deliti ljudi. Deliti zato, da se lahko nekaj grejo, pa odločajo, ne, na račun ljudi. Ne. Sedaj je v teku tudi izbira guvernerja Banke Slovenije. Pa koliko je to pomembno tudi ob sami prodaji, pa ob vseh teh, ker tu gre za nekaj, bi rekel, ekskluzivnega regulatorja. Ja, absolutno. V tem obdobju preteklem, ko smo imeli probleme s to kao bančno luknjo pa tako naprej, je sigurno centralna banka, Banka Slovenije, na celi črti padla, a ne? Ni uspešno upravljala nalogo.
Se pravi, iz tega vidika, če bi zdaj gledal jaz kot vlada, kot parlament in tako naprej na to, absolutno ne bi pustil, da se samo nadaljuje kontinuiteta kadrovsko in sicer v delovanju te banke. Ampak bi poskušal vsemi svojimi sposobnostmi, ki jih imam, postaviti ekipo na čelo, ki seveda ima izkušnje na vrsti področji in tako naprej, in ki bi zaupal, da bo to spravila v funkcioniranje tako, da bojo učinkovito delovale tiste nadzorne funkcije, ki jih banka ima, zraven pa tudi v Sloveniji, zraven pa tudi seveda vsem tistim vključevanjem v te organe Evropske unije na finančnem področju in tako naprej, da se pametne stvari zregulirajo. Ne? Pa bi morda še eno zadevo izpostavil kot primer, pa bi ga vi pokomentiral. V zadnjem obdobju smo bili priča oziroma pobota na relaciji Telekom pa operaterja T2, ki je pač Telekom tožil zaradi prevladujočega položaja in ostalih detaljev ne bi našteval. In seveda v tem trenutku je bilo zaznati, da bi naj bil pobot v višini 50 milijonov evrov. Skratka, seveda treba je pa izpostaviti, da v tem primeru gre za Telekom, ki je v 100% državni lasti. To seveda kaže tudi na nek negativno ali pa bi rekel dokaj malomaren odnos z upravljanjem, če bi tako vzel, če pač do tega pride. Definitivno. Ja, jaz ne vem, jaz lahko povem tudi svoje izkušnje iz preteklosti, ker sem upravka z državo, ker je bila država še lastnik ali pa v prehajanju iz prejšnjega na sedanje obdobje ali pa prehodno neki njihovi organi, sklad za razvoj pa tako naprej, ko so bili, ali pa direktna država, ki so bili problem, ki so bili spori, ki je bilo jasno, podjetje, država pa tako naprej, ki je bilo jasno, da je bila država tožena. Recimo, konkretno, direktno sem v takmu sodeloval, ko sem direktno kot predsednik uprave enega podjetja tožil državo, pa je bila država glavni lastnik. Odnos državnih funkcionarjev pa preobranilstva, ki je kao v imenu države urejalo te stvari, je bil tak, da se noben sploh ni hotel pogovarjati o zadevah, ki je bila vsakmu jasno naprej, da država izgubila. In na koncu, če država plača dvakrat toliko kot prej, ker nominala pa zamudne obresti, ki so višje kot normalne in tako naprej, noben ga sploh ni to brigal. Tako je bilo upravljanje države. Težko zdaj konkretno govorim za Telekom, ampak definitivno, ne poznam toliko podrobnosti, ampak definitivno se s tem, da je prišlo do tolikih milijonov, nekdo ni ukvarjal tako, kot bi se moral. In definitivno je treba se presprašati, kdo je strani države sodeloval pri tem, kdo je bil v nadzornih organih tega, kdo je bil v upravi, recimo in tako naprej. To je velik fiasko. A kdo ta vprašanje na ta način postavlja? Nihče. Ne? Ja, 50 milijonov, glih se me zdaj ne dotika in tako naprej. Jaz se teh operaterjev čez glavo, kar jih čem, jih lahko zberem. Ja, to ni moj problem. Ja, država se bo iz tega izvila na en pameten način ali pa bo vse skupaj izgubila. Ampak na račun državljanov dostkrat. Mnoge te stvari, vrednosti, ki so bile na teh področjih, tudi tega smo državljani naredili. In drugo, s temi drugimi privatnimi firmami, ki se tle pojavljajo pa tako naprej, pa tudi bolj globalno se to obravnava, ne tako lokalno, kot se včasih, je pač treba te prave rešitve najdeti, ampak poskrbeti za premoženje. Poskrbeti, in zato, da nekaj funkcionira tako, kot mora. Pa če bi zdaj ob zaključku še rekla nekaj o gospodarstvu. Mislim, sedaj je predvsem ta dilema izpostavljena podjetništvo kot podjetniki, pa kdo ustvarja dodano vrednost. Mislim, ta dva segmenta kot neka detalja. Pa vendar, a ni to cela zadeva preozko postavljena? Ker govoriti samo o segmentu podjetništva, ne pa v celoti zajeti gospodarski sektor, pa potem na osnovi tega definirati, kaj je dodana vrednost. Šele takrat bomo prišli do nekih relevantnih odgovorov pa rešitev. Ja, jaz bi predlagal, da se teli, pa tudi nekateri, ki ne bi bili kao vrhunski podjetniki, pa recimo tudi ministri, pa še kdo drug, skupaj udeležijo kakšnega strokovnega tečaja na to temo, kaj podjetništvo je. Ker se dostikrat tle delajo neke umetne meje,
kao zdaj tam, če sem jaz ten privatnik, pa podjetnik, pa tako naprej, to je veliko podjetništvo, se razumeva, medtem ko pa v delovanju državnih organov pa tako naprej nič podjetniškega, ne? A se razumeva, ne? Tako da to se dostikrat dela, mislim, neka dogma, neka fama, zaradi tega, da se ljudje ločijo med sabo. Pa na zasebni sektor, pa na javni sektor, ne, poleg delitve na levo pa desno, ne, je blazen pomembno še delitev na zasebni pa javni sektor, ampak ključno vprašanje, kako bo neka organizacija delovala uspešno ali pa neuspešno, ali z vidika prihodkov, ali z vidika stroškov, ali z vidika ustvarjanja novih produktov, z vidika ustvarjanja nove vrednosti, so vsa vprašanja popolnoma enaka. Samo vprašanje, kdo sodeluje, kako je to vodeno in organizirano. Seveda je pa izrednega pomemba, da ta del, bi rekel, če rečemo gospodarski sektor, ni preobremenjen z preštevilčnim, bi rekel, tem sekundarnim ali pa, bi rekel, družbenim sektorjem. Ja, nekateri so, nekateri pa niso, ne. Tisti, ki so danes mogoče še zgledajo uspešni, pa jih čez 3 leta ne bo več ali pa bojo v stečaju, tisti niso, ne vedo in tako naprej, a ne, kaj jih čaka. Ampak to isto v javnem sektorju. Če vam jaz na nekem področju ustvarjam, javni sektor ravno tako ustvarja produkte in nove produkte in tako naprej, ne. In če jaz gledam, če jaz seveda nimam dogovorjenega tega, kaj jaz hočem, da bo na določenem področju v razvoju ene šole, enega zdravstvenega doma, ne vem kaj ne bi bilo čez 5 let, ne, potem jaz nimam nobene možnosti, da bi to naredil uspešno. Kako do tja, sploh ne vem, kam iti, kako bom prišel do nekega definiranega cilja in tako naprej. In to seveda je neko stalno gibanje. To tudi kar zaposleni zadeva, pa plač zadeva. Zahteva neke spremembe, a ne, zahteva povečevanje števila zaposlenih, zahteva zniževanje števila zaposlenih, ampak pravočasno, sistematično, ljudem da tudi možnosti, a ne. Mi na nekaterih področjih, sem se z njimi ukvarjal, sem predvsej se ukvarjal z nekaterimi podjetji, ki so bili v krizni situaciji, a ne. Smo dali vse možnosti, po 5 let smo kakšno stvar držali, samo zaradi tega, da so ljudje imeli možnost se prezaposliti. Stalno v kontaktih z zavodi za zaposlovanje, pomagali organizirati pogoje, da so se ljudje lahko prezaposlili. In ponekod v takih primerih, čeprav so šle stvari za stečaj, sploh ni bilo nobene frke. Zaradi tega, ker se stvar relativno normalno lahko uredila. No, če vas povzamem, potem manjka pri nas vizije in potem bi rekel tisto zasledovanje cilja, pa približevanje cilja. Nekakršne vizije nimamo, vsaj jaz te ne čutim. Ne čutim, pa mislim, da kar poznam, spremljam stvari pa tako naprej. Ko bom to začutil, da je tle neka vizija in par ključnih ljudi, ki bojo zadolženi, da bojo to strani parlamenta, vlade, takrat bom rekel, okej, bilo je vredno upati. Pa bodma optimista, da bo tudi ta vaša, bi rekel, ocena šla v to pravo smer, da bo vizija in tudi, bi rekel, da bojo cilji, bi rekel, tisti, ki bomo jih zasledovali in tudi prinašali, bi rekel, blaginjo vsem državljankam pa državljanom. Na tem so usklajena 100%. Redo. Milan Bajželj, hvala za pogovor, za vaše izčrpne odgovore. In seveda hvala tudi, da ste se odzvali našem vabilu. Hvala vam še enkrat za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.